Nihče od nas ne odrašča v vakuumu, vsi smo umeščeni v nek prostor, v katerem obstajajo pisana in nepisana pravila obnašanja. Kar se tiče spola, smo vzgojeni skladno s spolnimi normami in stereotipi, ki veljajo v naši družbi in ki narekujejo, kaj je in kaj ni primerno za ženske in moške. Spolna socializacija se prične od malih nog dalje. Naša življenja so prežeta s spolnimi stereotipi. Ko smo še majhni, nam v glave odcepijo, da so fantje ustvarjalci. Medtem pa so za dekleta pomembnejše prijateljice in skrb za dobrobit družbe. Ko odrastemo, ženske neprestano opozarjajo, kakšne morajo biti. Lepe, nežne in čutne. K lepoti sodi tudi vitkost. Če pa ne ustrezajo tej družbeni predstavi, jim v vročih dneh modna industrija ponudi rešitev. Pravi moški naj bi bil mišičast, močan, drzen in pogumen. Poleg odvečnih kilogramov so poleti večna nadloga tudi komarji. A vse skrbi so odveč, kajti tudi za ta izziv so odkrili rešitev, magnetno zaveso. Ob tem pa so poskrbeli tudi za lahko prehajanje iz notranjih v zunanje prostore, da bodo dekleta in žene brezskrbno poskrbele za dobrobit svojih moških, ki v nadaljevanju reklame sedijo za mizo in čakajo na pijačo, vmes pa tudi kramljajo po telefonu. Spolni stereotipi imajo številne negativne posledice na naša življenja. Med drugim vplivajo na naša pričakovanja o obnašanju in mišljenju, določajo, kaj je primerno in kaj sprejemljivo, vplivajo na čustvovanje in izražanje čustev, pa tudi na delitev skrbstvenega dela doma in posledično na iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Kako smo lahko nevtralni brez spodbujanja spolnih stereotipov? Razbijanje stereotipov ni vedno najbolj preprosto, saj pomeni spodbujanje obnašanja, ki nasprotuje globoko ponotranjenim prepričanjem o tem, kako naj bi se ženske in moški obnašali. A če lahko otroke vzgojimo, naj sledijo stoletja starim prepričanjem, zakaj jih ne bi mogli vzgojiti v razumevanje, da ni moških in ženskih opravil, da vsi lahko vse zmoremo? In kot pravi star slovenski pregovor, česar se Janezek nauči, to Janez zna. Uniforme, ki se po spolu razlikujejo, ohranjajo ponotranjena pričakovanja o vlogah žensk in moških. V nekaj šolah v Angliji so se tako odločili za spolno nevtralne uniforme v šolah, ki vse učenke in učence obravnavajo enako. Tudi službene uniforme so lahko spolno nevtralne. Delodajalci lahko svojim zaposlenim, ne glede na spol, ponudijo več različnih možnosti. Raziskave na delovnem mestu kažejo, da dopuščanje izbire glede lastnega izraza znatno povečuje zadovoljstvo na delovnem mestu, kot tudi duševno zdravje.